tako. Ampak vendarle, a obstaja kakšna zgodba, denimo, ki lahko s potnikom, lahko še kakšna, s kakšnim od sodelavcem ali pa sodelavko, za katero se niste odločili, recimo, da jo boste delili v knjigi, pa ste se kdaj kasneje rekli: "Joj, to bi pa še lahko vključila", recimo? V resnici sem kar zelo izčrpala svoj nabor, ker sem si jih kar dolgo zapisovala, ampak, kasneje mi pride kakšna zadeva, ke se spomnim, oziroma zadnjič sem bila tudi na enem potovanju z bivšo kolegico, ki takrat nisva bile skupaj, ampak sva zdaj ugotovili, da sva v istem času bili na Adriji, in ko mi je ona kaj pripovedovala, sem rekla: točno, to sem pa pozabila, lahko bi dala tudi noter v knjigo." Ne vem, kaj mi je že recimo to, ne, tega se sploh ne spomnim, ker nismo imeli, telefonov takrat, in ko si bil na standby, ne, mi ona reče: "Pa se spomniš, potem so nam pa poslali telegram, ne, da se moramo pripraviti." Sem rekla: "Jaz se tega sploh ne spomnim." In ne vem, a sem kdaj prejela, ne. Si predstavljate, da pride prej telegram, a ne, brzojavka, hitro se pripravi, ker greš, ne vem, čez pol ure na letenje. Sem rekla: "Jaz se tega ne spomnim." Ona: "Ja, ja." Sem rekla: "No, če bi se spomnila, pa če bi vedela, bi mogoče še kaj takega vključila." Kakšnega kolega, kakšna zgodba, ne, v resnici nobenih zamer nimam, to so bila zame ena 4 najlepša leta v moji, rekla, poslovni karieri, če lahko to tako imenujem, ker kasneje sem delala druge stvari, a ne, ampak še zmeraj najlepša, leta, službena. A bi vi danes svojim hčerkam ali pa recimo vnukinjam priporočili, poklic stevardese? Priporočila ne, ne bi jih pa ovirala ali kakorkoli, ja, če bi, ne vem, a bi jih spodbujala. Danes je res drugače. Če pogledam, no, recimo s to kolegico, ki organizira srečanja vsako leto, so se pogovarjali, kako lepo bi bilo, da bi spet oživeli, da bi imeli svojo nacionalno družbo in tako. In potem si rečem: "Ampak a ti opazuješ zdaj, ko letimo kot potniki, kako se je vse spremenilo?" Recimo, če gledate, opazujte, posebej na nizkocenovnih. Praktično te kuhinje sprednje ni več. Mi smo bili, v bistvu je bila prej spredaj geli, tako WC, in si bil vgrajen in si imel tam neko noter zasebnost, vsaj približno, da te potniki niso videli. Zdaj pa, stremijo k temu, da dajo čim več sedežev noter in so potisnili ta del potniške kabine naprej v kuhinjo in potem pred kuhinjo je paravan, ki je majčkeno malo višji od tega. In ves čas leta stevarda oziroma stevardeso vidiš vse, kaj počne. Ne vem, če si vrta po nosu ali če, ne vem, daje anons ali če gleda tam, prav na očeh vseh je 2 uri, ne. Mislim, in si rečem, a je to sploh še to, ta poklic, kakršen je bil. Kako danes, kam jih, v kakšne namestitve jih dajo, nas so dejansko najboljše, a ne, 5-zvezdične. Kje danes spijo, koliko časa imajo ta duty time, tega ne vem, a ne. Ampak kot ste rekli, nekatere letalske družbe kot Emirati pa Etihad in tako naprej, jaz se z njimi pogovarjam, tam so dekleta vseh narodnosti, jih tudi naštejejo, ko letiš, a ne, danes so z nami, ne vem, povejo Hrvaška, Italija in tako naprej, Gruzija in tako naprej, se z njimi pogovarjam, Romunija, so vse zelo zadovoljne z življenjem v Dubaju, v Omanu. Vse so zelo zadovoljne, ampak pa tudi povejo pa, oziroma vsaj tako, kot sem se jaz z njimi pogovarjala, da, v bistvu ne smejo biti v partnerskih zvezah in da, v trenutku, ko bi, recimo zanosile, da je te službe konec, nepreklicno. To se je recimo meni zgodilo enkrat, ko sem, letela z dojenčico, je ena stevardesa, ena mlada punca, imela je v bistvu ves čas v rokah in, vmes je celo neko solzico potočila, koliko bi ona si želela imeti otroke, samo da to pomeni, da bo konec njenega dela za Emirate, denimo, ne. Tega ne vem. Pri nas si se lahko po izteku porodniškega dopusta vračal, na letalo ali pa potem recimo, če dekletom ni ustrezalo, so ostale na zemlji kot zemeljske stevardese. Tako da absolutno nisi ostal brez službe. Zdaj, komu je še potem toliko ustrezalo recimo delo, na letalu, ne vem, a ne, potem ko imaš otroka, si želiš biti več doma. Je pa tudi dejstvo, da kasneje po osamosvojitvi, ko še nekaj časa, delala Adria Airways, teh verig, o katerih jaz govorim, več ni bilo, ne. Ko sem se jaz pogovarjala, ni bilo več teh 5-dnevnih, 6-dnevnih letenj. Letenje je bolj postalo podobno, mi po domače rečemo šihtu. Pač si šel, odletel, priletel nazaj, ali je bil to kot neki 8-urni delovnik, ne. Tako da ni bilo več tako naporno kot takrat, no, ko sem jaz delala. V vaši knjigi je,
Jaz sem si mislila, da vas zelo zanima arhitektura, ali pa vsaj, da imate oko za arhitekturo, zato ker praktično v vsakem mestu ali pa te glavne destinacije, kamor ste leteli, namenite del zgodb tudi hotelom, v katerih ste spali. Jaz sem šla poguglat večino teh hotelov, na žalost, nekih tudi več ni, kot je recimo hotel v Mostarju. Opisujete z enim takim zelo sočnim jezikom. Torej, očitno ste bili takrat v zelo luksuznih hotelih nameščeni. Kako ste doživljali ta razkorak tega luksuza na eni strani, ko ste bili na destinacijah, pa potem čakanja doma v stanovanju, če vas pride kdo iskat, ko ste na stand-byju? Kako ste se s tem? No, niso bile prav vse namestitve luksuzne. O tem tudi pišem, so bile tudi zelo povprečne, tako moram reči, ne. So pa bili hoteli tudi za nas nekaj novega, ne. Prej, recimo, ne, ko bi rekla, v povprečju smo hodili starši v sindikalne prikolice ali pa nekam na morje, v neke apartmaje in tako naprej. Tako da dejansko, jaz mislim, da večina se nas je takrat prvič srečala s tem nekim hotelskim življenjem, sploh pa, če pa so bili taki hoteli, ki so bili malo na višjem nivoju. Torej dobri zajtrki, postrežba, ja. razvajanje. Razvajanja. No, ampak to mi je vmes med pisanjem, kar naenkrat sem dobila to idejo, sem rekla, fino bi bilo opisati še te hotele, na katerih ni več, žal, ne, hotel Ruža v Mostarju, čeprav menda, da ga nekaj obnavljajo, ampak to ne bo nikoli več tak, kot je bil. In potem sem dejansko tudi jaz mogla poiskati precej podatkov o teh arhitektih, kdo so to bili. In sem tudi sama ugotovila, recimo, ne vem, za hotel Croatia v Cavtatu, da je bil to takrat pojem v evropskem merilu in da so ga hodili gledat tuji arhitekti, ne. V bistvu naš predsednik, bivši Tito, se je rad pohvalil s takimi zadevami. Ne vem, en tak grozno lep hotel je bil na Krku, Haludovo, ne, to je bil hotel vseh hotelov, ki je še danes razvalina, popolna razvalina, ker se ni uredilo to lastništvo in ne vem kaj še vse. Skratka, potem so bili pa ti stari z dušo. Ne vem, hotel Esplanade v Zagrebu, še danes, če greste tja, ne, to recimo noge kar padejo, petke od tiste preproge, zajtrki so veličastni, ja. Recimo beograjski pa posebej sem si ga zapomnila oziroma sem ga še obiskala neke 2 leti nazaj, se mi zdi, je pa popolnoma nedotaknjen. Če kdo želi se vrniti, v bistvu zavrteti časovni stroj nazaj, gre lahko v hotel Palace v Beogradu, je tak, kot je bil. Z vsemi zavesami, z vsem tistim okrasjem, s tistim mini dvigalom, kamor mogoče komaj 2 prideta ali pa ena stevardesa z velikim kovčkom. Skratka, kot bi zavrtel kolo časa. Ampak potem, ko sem brala, kako je bil takrat pomemben, ko je bil narejen, kakšna veličastna zgradba je bila, sem si mislila, da si ti hoteli zaslužijo tudi mogoče malo opisa v teh mojih zgodbah. Kaj pa je tista, recimo, skrivnost, ki jo ve samo kabinsko osebje in recimo potnikom, če obstaja seveda taka skrivnost, potnikom običajno ostaja povsem skrita? Ali pa, a je kaj takšnega, kar recimo vi opazite, pa ostali ne bi? Ne bi rekla, razen seveda teh procedur, ki jih ne poznajo, kakšnih znakov, ki mogoče potniki ne prepoznajo, ko se pojavi kakšno zvonjenje, ne, iz kokpita, pač se ne ve, zakaj. Zvonjenje iz kokpita se sliši drugače kot Ne, to je pač en zvonc in potem, vsaj tako je bilo včasih, zdaj ne vem, da nam kaj napačno povedala, ampak moraš vprašati, kaj se dogaja. In lahko se dogaja, da recimo, ne vem, je treba samo postreči v kokpitu kavo ali obrok, lahko se pa dogaja, da je treba obvestiti potnike, ne vem, da bomo prej pristali zaradi tega in tega razloga ali pa da se bomo vrnili na začetno letališče in tako naprej, no. Enkrat se mi je to zgodilo, da smo se morali vrniti na izhodišče in potem ne želiš preveč preplašiti potnikov, no. Mogoče ne poveš pravega razloga, zakaj se je to čisto zgodilo, ampak pustiš potnike, da niso čisto preplašeni.